Ste se kdaj vprašali, zakaj v uradnih poročilih Luftwaffe za 4/4 leta obstaja praznina, ki se ji zgodovinarji letalstva sramotno izogibajo? Zakaj so najboljši asi Geringa, ki so imeli na računu stotine poletov, nenadoma začeli pisati poročila, ki so bila podobna besedam norega, nato pa so jih takoj odpisali na zemljo z diagnozo živčnega izčrpanja? V arhivih, ki so bili pravkar deklasificirani, leži mapa brez naslova, samo s številko. In prvi dokument v njej je poročilo pilota iz vidniškega Fokkerja, datirano 4. junija leta 1924. Pilot, ki je obletaval kvadrat železnice v gozdnati pokrajini na zahodu, poroča o vizualnem stiku z objektom, ki se ne prilega nobenim zakonom fizike in logike. Piše, da je videl, kako se je gigantska gora jekla, ovita oblake čudnega neorganiziranega pare, raztopilo v zraku v 3 sekundah, preden je pritisnil na sprožilec fotomitraljeza. Na razviti filmu je bila praznina, samo tirnice in jutranja megla. A najbolj strašno je bilo priponki k poročilu, narejeni z drhtečo roko. Gledal je name. Nemško poveljstvo je takrat menilo, da je pilot preutrujen, vendar niso vedeli, da je ta duh že podpisal smrtno obsodbo njihove glavne ponosnosti. Navadili smo se misliti, da je vojna strojev, to tanki in letala. Ampak kaj, če vam povem, da se je glavna dvoboj druge svetovne vojne zgodila ne v nebu in ne na polju, temveč na ozkem pasu tirnic, kjer sta se srečala dva monstra, katerih obstoj sta obe strani zanikal. Eden je bil povzetek nacistične veličine in ime mu je bilo Adolf Hitler. Drugi je bil sestavljen iz jeze, lakote in ukradenih tehnologij. Njegovo ime je bilo Ilja Muromec. Danes bomo izvedli lastno preiskavo in poskušali razumeti, kako je sovjetskim inženirjem uspelo ustvariti trdnjavo, ki je kršila zakone gravitacije, in zakaj so Nemci, ko so jo videli, odložili orožje in pobegnili, niti da bi poskušali odpor. Da bi razumeli naravo tega fenomena, se moramo vrniti v čas. Leto 1904-1, globoko zaledje, mesto Murem, železniška postaja. Uradna zgodovina pravi, da je bil oklepni vlak zgrajen po pobudi delavcev v prostem času. Zveni lepo, domoljubno, a bodimo iskreni, zveni nemogoče. Zgraditi supertežko bojno enoto brez načrtov, brez financiranja, zgolj na golih entuziazmih. Tukaj se skriva prva uganka, ki vzbuja dvome o uradni različici. V najdenih dnevnikih enega izmed mojstrodelavnice, ki je vodil varjenje, so nenavadni zapisi. Piše, da načrti vendarle so bili, vendar niso prišli iz ljudskega komisariata za obrambo. Prinašali so jih nenavadni ljudje v civilnih oblačilih, ki nikoli niso razkrili svojih imen. In ti načrti so bili izdelani na papirju z vodnimi žigi, ki jih v Sovjetski zvezi niso uporabljali. Od kod so prišli? Je to industrijsko vohunstvo ali razvoj, ki so bili odvzeti sovražniku še pred začetkom vojne? Mojster piše, da so bili deli in sklopi sestavljeni tako tesno, da v notranjosti vlaka praktično ni bilo prostora za ljudi. To je bila naprava, ki ni bila namenjena življenju. To je bil stroj za ubijanje, kjer je bila posadka le dodatek mehanizmu. Vzdušje je bilo depresivno. Ljudje so delali po 20 ur na dan, jedli so prazno kašo, spali so kar ob strojih, pokriti z oljno krpo. A v njihovih očeh je gorela fanatična iskra.
Vedeli so, da gradijo nekaj posebnega. Glavna težava je bila oklep. Navadna jeklena pločevina ni bila primerna. Potrebovali so zaščito, ki bo zdržala neposreden udarec nemške 88., najstrašnejšega topa tistega časa, ki je prebijal tanke. In tukaj se v zgodovini pojavi praznina. V dokumentih o dobavi materialov je navedeno: jeklo pločevina 145 mm. A vsak metalurg vam bo povedal, da navadne jeklenske plošče ni dovolj. In tukaj najdemo dokaz, ki spremeni vse. V pismu svoji ženi, ki ni bilo nikoli poslano, eden od inženirjev omeni, da so uporabili eksperimentalno kaljenje. Varili so sendvič, plast viskoznega jekla, plast betona in spet jeklo. Beton je blažil vibracije in udarno valovanje, jeklo pa je zadržalo delce. A odkot so leta 1941 v provincionalnem Muramu prišle tehnologije kompozitnega oklepa, ki se bodo v svetu pojavile šele čez 30 let? Kdo jim je dal to rešitev? Odgovor se morda skriva v osebnosti glavnega konstruktarja, katerega ime je v večini dokumentov prečrtano s črnim črnilom. A zaščita je le polovica dela. Pas mora biti gibljiv, teža pa se je izkazala za kolosalno. 1200 ton, samo pomislite na to številko, 1200 ton kovine, streliva in ljudi. Navaden parni stroj serije preprosto ne bi premaknil te pošasti z mesta. Njegova kolesa bi se vrtela na mestu, drgnila železnico v žagovino. Potreben je bil poseben lokomotiv in ga niso našli v tovarni, temveč na pokopališču vlakov. Stari odpisan parni stroj, ki so ga pripravljali na reciklažo. Zakaj ravno on? Delavci so govorili, da ima ta parni stroj dušo. Mehaniki so ga razstavili do vsakega vijaka. Povečali so tlak v kotlu do kritičnih vrednosti, tvegajoč, da eksplodirajo v vsakem trenutku. To je bil tvegano, na meji z norostjo. Manometri so kazali previsoke vrednosti, kazalci so se ustavili na omejitvah, a kotel je zdržal. Motor so forsirali tako, kot se forsirajo dirkalni avtomobili. Le da je bila tukaj nagrada ne pokal, temveč življenje. In ko je bil trup zvarjen in je motor rjovel kot ranjena zver, se je pojavila težava, ki bi lahko končala celoten projekt. Dim, parni stroj izpuščal nebo steber črnega dima, ki je viden na desetine kilometrov daleč. Za nemškimi korektorji je to kot tarča na strelišču. Ilja Muromec bi bil uničen že ob prvem izhodu. Potrebno je bilo, da ga naredijo nevidnega. In spet genialna, preprosta in grozljiva rešitev. Inženirji so razvili sistem zaprtega cikla. Dim ni bil izpuščen v dimnik, temveč se je mešal s paro in pod velikim tlakom odhajal pod dno vlaka, razprostirajoč se po tleh kot megla. To je bilo tisto, kar je videl nemški pilot. Ne oblaki, temveč umetna zavesa, ki je skrivala silhueto vlaka. Strani se je zdelo, da po tirnicah potuje nevihtno oblačilo. Zvok je bil prav tako utišan. Izpušni plini so se razpršili skozi posebne filtre. Predstavljajte si noč, tišino in nenadoma iz teme brez enega samega zvoka izplava jekleni gori. Psihološki učinek je bil paralizirajoč. Nemški vojaki v jarkih so padli v omamo. Niso slišali običajnega zvoka koles, niso videli ognja iz dimnika.
To je bilo podobno magiji, hudičevi stvari. A kar je bilo najbolj zanimivo pri konstrukciji Ilje Muromca, je bilo pomanjkanje vibracij. Pri streljanju iz težkih orožij se vsak oklepni vlak nagiba. To je zakon fizike. Povratek odmakne cilj in drugi strel že leti v prazno. Da bi zadeli točno, je treba počakati, da se sestav umiri. A to je čas, na vojni pa je čas smrt. Muromski delavci so naredili nemogoče. Ustvarili so sistem stabilizacije, takšnega, kakršnega ni bilo nikjer na svetu. Nobene hidravlike, nobene elektronike, samo čista mehanika. Uporabili so sistem protiteže in nihal, skritih v lažnih bokih platforme. Kako so to izračunali brez računalnikov, na logaritmičnih ravnilih, v mislih, ostaja skrivnost. A dejstvo je dokumentirano. Na preizkušnjah so na platformo postavili kozarec z vodo. Po izstrelitvi vseh 4 orožij se je voda v kozarcu le rahlo na površju razmigala, a se ni razlila. Komisija iz Moskve je bila v šoku. Generali niso verjeli svojim očem. Iskali so prevaro, mislili so, da je kozarec prilepljen, a ni bil. Ilja Muromec je stal kot skala. To mu je dajalo ogromno prednost. Lahko je streljal hitro, pokrival cilje z natančnostjo, medtem ko so nemški vlaki trošili dragocene minute za stabilizacijo po vsakem strelu. Zdaj poglejmo znotraj. Kaj so čutili ljudje, zaprti v tej jekleni škatli? Posadko so izbirali ne po anketah, temveč po karakterju. Potrebni so bili ljudje, ki niso imeli klaustrofobije in strahu pred smrtjo. Znotraj bojnega mostu je bilo prostora ravno toliko, da so se lahko obrnili. Stene so pritiskale, ventilacija je slabo delovala. Poleti se je temperatura dvignila do 50, pozimi padla do -20. Stene so se pokrile z lednim cvetjem, ki se je ob streljanju posulo po hrbtu. A v tem vlaku je bila ena podrobnost, o kateri v časopisih niso pisali. To je bila posebna povezava med posadko in strojem. Veterani so se spominjali, da je Pasko da čutil nevarnost. Dogajalo se je, da je strojnik brez ukaza potegnil zavoro in sekundo kasneje je pred nosom sestava eksplodirala letalska bomba. Če bi prešli še meter, jih ne bi bilo več. Kaj je to? Intuicija ali tisti duh v mehanizmu? A vrnimo se k dokumentom. V nemških arhivih Habera za 24. let začnejo prihajati zaskrbljujoča poročila. Špijoni poročajo o pojavu vlaka preoblečenega v volka na fronti. Nemci razglašajo lov. Za uničenje Ilji Muromca je bila dodeljena nagrada, 10.000 rojih smaragdov, železni križ in dopust domov. Na fronto se premeščajo posebne eskadrilje bombnikov Stevke. Njihov cilj so samo tirnice in vlaki. Nemški asi se hvalijo, da bodo rusko železo razbili na koščke z enim letom. A mine mesec, drugi, pol leta. Ilja Muromec še naprej bori. Pojavi se tam, kjer ga ne pričakujejo, zede udarec kot nož in izgine. Kako mu uspeva ubežati letalstvu? Kajti železniška proga je predvidljiv potek. Niti ni mogoče skreniti. Odgovor se skriva v taktiki, ki jo je razvil poveljnik vlaka. Nikoli niso stali na mestu.
Premikali so se s sunkovitimi gibi. Ponoči marš na 100 kilometrov. Podnevi prikrivanje v gostem gozdu ali v industrijskih conah. Vlak so barvali v barve okolice. Pozimi je bil bel kot sneg, poleti pegast kot gozd, jeseni umazano rumen. Posadka je imela s seboj na stotine vej, mrež in platna. V 20 minutah se je ogromna kompozicija spremenila v grič, pokrit z grmičevjem. Zraka ga ni bilo mogoče ločiti od pokrajine, a enkrat se je sreča skoraj obrnila proti njim. To se je zgodilo spomladi leta 1944. Obveščevalna služba je poročala, da je pot vlaka izračunan. Nemci so pripravili past. Minirali so proge in postavili v zasedo baterijo težkih havbic. Zdel se je konec vnaprej odločen. Pas je šel naravnost v past. Strojevodja je na tirih zagledal nenavaden lesk. To je bila žica od detonatorja. Do eksplozije so ostale sekunde. Prepozno je bilo za zaviranje. Inercija bi potegnila kompozicijo naravnost na mine. Takrat je strojevodja sprejel odločitev, ki je nasprotovala vsem navodilom. Ni se ustavil, dal je poln plin. Odprl je ventile do konca, v cilindre je spustil pregret paro. Kolesa so se divje zavrtela. Vlak je poletel naprej kot izstrelek. Hitrost je presegla vse dovoljene norme. Preleteli so nad minomi tako hitro, da je detonator deloval z zamudo. Eksplozija je odjeknila za njimi, le da je zadnji vagon oblila zemlja in drobci. Nemški artileristi v zasedi so ostali osupljeni. Čakali so počasen, previden cilj, a mimo njih je z veliko hitrostjo priletelo nekaj, kar je po njih pršilo svinec iz mitraljezov. Medtem ko so obračali topove, je vlak že izginil za ovinkom. To je bil triumf hitrosti in drznosti. Vendar je glavno orožje Ili Muronca šele prihajalo. Inženirji so pripravljali presenečenje, ki naj bi spremenilo pravila igre. Do leta 1944 je bil oklepni vlak oborožen s standardnimi topovi, a v začetku leta 1944 je šel na modernizacijo. Vrnila se je drugačna. Na zunaj se ni nič spremenilo. Tiste iste kupole, tisti isti oklepni bokovi, a znotraj se je skrivala smrt. Nemci si niso mogli predstavljati, da bodo Rusi pomislili, da bodo na železniško platformo namestili reaktivne sisteme za ognjeno moč Katusha. Ampak ne le, da so jih namestili, temveč so jih skrili tako, da jih ni bilo mogoče videti do zadnjega trenutka. To je bila tehnična uganka. Reaktivni curek Katusha požge vse okoli sebe. Kako streljati z vlaka in ne zažgati samega vlaka? Kako zaščititi strelivo pred detonacijo? Rešitev je bila najdena in bila je tako elegantna kot tvegana. In prav to skrito orožje je moralo odigrati odločilno vlogo v prihajajočem srečanju, ki je bilo že zapisano v usodi. Srečanje s tistim, čigar ime je vzbujalo strah tudi pri svojih, z oklepnim vlakom Adolfom Hitlerjem. Govorice o nemškem supervlaku so krožile že dolgo časa. Govorilo se je, da je znotraj obložen z rdečim lesom, da imajo oficirji tam kopel s toplo vodo in da so topovi sposobni zadeti cilj na 20 kilometrov. To je bil osebni projekt Führerja, simbol neuničljivosti Reicha, in ti dve simboli, en zgrajen z rokami lačnih delavcev v hladnem depoju in drugi,
ustvarjen z najboljšimi konzorciji Krape z uporabo sužnega dela celotne Evrope, neizprosno sta se bližala. To ni bila le vojna, to je bila osebna vendeta. Nemci so vedeli za Muromca. Sovjetska posadka je vedela za Hitlerja. Iskali so drug drugega na zemljevidih, raziskovali etere, čakali na napako. In napaka se je zgodila. Na začetku junija 1944. leta je nemško poveljstvo odločilo, da uporabi svoj flegman za napad na pomembno transportno vozlišče. Bili so prepričani, da v tem območju pri Rusih ni ničesar, kar bi lahko ustavilo to moč. Letalska dejavnost ni letele zaradi vremena, tanki so tonili v blatu. Železnica je bila edina arterija in po tej arteriji je tekel strup v obliki oklepanega pošastca. Svastiko na krovu. A niso vedeli, da je nasproti skozi meglo in dež že prihaja Ilja Muromorec in njegov poveljnik drži prst na gumbi, ki aktivira mehanizem, ki ni bil opisan v nobeni nemški priročniku. Atmosfera se je segrevala. Eter je molčal, a to je bilo tišino pred nevihto. Izvidniki, ki so se vrnili z naloge, so poročali, videli sveže sledi na tirih, globoke vtise na tirnicah, ki govorijo o grozljivem teži prejšnjega vlaka, madeže nafte, vonj dragega nemškega tobaka na trdih. Sovražnik je bil nekje blizu. Dihal je v hrbet. Čakal je. In Ilja Muromorec je sprejel izziv. Posadka se je preoblekla v čisto. To je stara ruska tradicija pred smrtonosnim bojem obleči čisto srajco. Nihče ni govoril glasnih besed. Vsi so razumeli, da se bo iz te dvoboja vrnil le eden ali nihče. V peč so poleteli zadnji zalogi izbranega premoga. Pritisk v kotlu se je dvignil do rdeče črte. Vlaka duh je išel na lov in megla, ki se je valila nad gozdovi zahodne Belorusije, je postala njegov zaveznik. A nihče od njih niti ni slutil, da ta boj ne bo le streljanje, temveč dogodek, ki se bo obdal z legendami. In da bo razplet tako hitro in uničujoče, da se bo celo sama zemlja trese od bolečine. Pred njimi je bila ovinek in za tem ovinkom jih je čakala zgodovina. Tišina vstavka Olšanse je bila strašnejša od artilerijske kanade. Generali Ehrmachta so stali na postaji, bojoč se dvigniti oči na človeka, ki je živčno hodil ob veliki karti železniške komunikacije vzhodne fronte. Führer je bil v jezi. Njegovi prsti so stiskali svinčnik. Tako močno, da je tisti zlomil in se razpolovil. Razlog njegove jeze je bil neviden, a otipljiv. Na odseku skupine Armad Center se je dogajalo nepojasnivo. Ešeloni s tigri in panterami, ki so šli na front, so se spreminjali v kupe gorečega metala, ne da bi prispeli do prednje strani. Mostovi, ki so jih varovali okrepljeni bataljoni SS, so eksplodirali ravno v trenutku, ko je na njih prispel vlak z municijo. In v vseh poročilih se je pojavljala ista stvar. Napad je izvedel neznan objekt, ki se je pojavil iz nič in izginil v nič. Nemška obveščevalna služba ABHR, sloveča po svoji pedantnosti, je tokrat bila brez moči. Oni so prestrezali radiograma, a v etru so slišali le čuden hrup, podoben dihanju ogromne zveri in odlomke ljudskih pesmi. To je bila posmeh. To je bil izziv. In takrat je bila sprejeta odločitev, ki je dolgo časa veljala za mit. Ukaz številka 31.
403 ustvariti posebno skupino lovcev. Njihov cilj je bil en sam: najti in uničiti sovjetski oklepni vlak, ki je že prejel v nemških štabih kodno ime Zeleni duh. A za lov na monstruma je potreboval drug monstrum, še bolj strašen, še močnejši. Tako se začne zgodba o nastanku tistega vlakovnega sestava, ki naj bi postal kat Ile Muromca. Če je bil sovjetski vlak plod improvizacije in delovne iznajdljivosti, je bil njegov nasprotnik, oklepni vlak Adolf Hitler, vrhunec mračne nemške genialnosti. Dokumenti o njegovi gradnji so bili najdeni v arhivih koncerna Krupp šele konec 90-ih let in presenečajo s svojo domišljijo. To ni bilo samo prevozno sredstvo, bil je kopenski bojni kruzer. Inženirji Reicha so se naloge lotili z maničnim natančnostjo. Kot osnovo so vzeli platforme za prevoz supertežkih pomorskih orožij. Vsaka os je bila ojačana s titanovimi zlitinami, da bi zdržala težo oklepa, ki je po svoji kemični sestavi spominjala na oblogo bojnega kruzerja Tirpitz. Debelina plošč v sprednjem delu parnega stroja je dosegala 80 mm. To ga je naredilo neobčutljivega na katerokoli poljsko artilerijo. Granate sovjetskih 45 in celo 76 mm topov so se le odbijale od njega, kot grah od stene, ne puščajoč niti udarcev. A zaščita je bila le del načrta. Glavno je bilo orožje. Nemci so na platformo namestili 4 protizračne kupole z avtomatskimi topovi flak, ki so ustvarjale okoli vlaka neprebojen kupol ogenj. Noben napadalec Il-2 ni mogel pristopiti bližje kot na kilometer. A najbolj zlovešč element sta bila 2 težki havbici kalibra 150 mm, odstranjeni iz poškodovanega križarja. Ti monstrumi so lahko zmetali granate težke 40 kg na razdalji do 20 km. To je pomenilo, da je Adolf Hitler lahko uničil Ilo Muromca, tudi ne da bi z njim vstopil v vizualni stik. Potreboval je le koordinate. In zato je bil na vlaku nameščen najsodobnejši radar Erzburg, antena, ki se je vrtela na posebni platformi za lokomotivo. To je bila tehnologija jutrišnjega dne, prenesena na tire. Elektronsko oko, ki je videlo skozi meglo, dež in noč. Nemci so bili prepričani, da Rusi nimajo možnosti. To je bila bitka kamnitega sekiro proti laserskemu ciljniku. Vendar pa tehnologija ni nič brez ljudi. Posadko nemškega supervlaka je osebno izbral Reichsführer Sass Himmler. To niso bili le vojaki, to so bili fanatiki, ki so prestali usposabljanje v elitnih šolah diverzantov. Vsak izmed njih je imel za seboj izkušnje bojev v Afriki, Franciji, na Balkanu. Pogoji njihovega življenja na vlaku so se radikalno razlikovali od tistih, ki so jih imeli sovjetski železničarji. Če je posadka Murovca spala na zabojnikih s strelivom, je bil v nemškem vlaku urejen kupe z mehkimi ležišči, tuši in celo vagon restauracija z zalogami francoskega konjaka in čokolade. Oficirji so jedli iz porcelanaste posode s srebrnim priborom. To je bil praznik v času kuge, prikaz nadvlade višje rase celo v vsakdanjem življenju. A za tem sijajem se je skrival živalski strah. V najdenih dnevnikih enega izmed nemških radistov je zapisana misel: živimo kot kralji, a spimo z odprtimi očmi. Vsakič, ko se vlak ponoči ustavi v gozdu, imam občutek, da se drevesa premikajo. Rusi so nekje blizu. Čutim njihov vonj.
Soočenje je prešlo v fazo vojne špijonov. Sovjetska kontraobveščevalna služba SMERŠ je prejela informacijo o pojavu novega igralca na šahovnici. Ena od turških mrež je poročala o gibanju nenavadnega sestava, ki se premika samo po noči in je bolje varovan kot eskadrilje z zlatom. A nihče ni vedel, kako izgleda. Nemci so uporabili brezprecedenčne ukrepe maskiranja. Podnevi so vlak skrivali v posebnih hangarjih ali prekrivali z maskirnimi mrežami tako gosto, da je od zraka izgledal kot običajen hrib. Ime vlaka se je vsak dan spreminjalo v dokumentih. Danes je to Berlin, jutri Woton, pojutrišnjem Siegfried. To je bila igra v naprsetku, kjer je bila stava življenje tisočev ljudi. Sovjetsko poveljstvo je razumevalo, da če ta pošast pride do operativnega prostora, lahko prereže ključne arterije oskrbe fronte. Potrebno je bilo delovati vnaprej. A kako udariti po tistem, kar ne vidiš? In tu se začne epizod, vredna posebej napisanega trilerja. Epizoda, o kateri so molčali 50 let. Sovjetski saboterji so prejeli nalogo, da pridobijo jezika izmed tistih, ki vzdržujejo nemški oklepni vlak. Skupina iz 6 oseb je odšla v sovražnikov tabor. Raztopili so se v gozdovih in močvirjih, postali so sence. Teden dni so ležali v blatu ob železniškem embankmentu, opazovali urnik premikanja. Mimo je prešlo stotine sestavov, z ogljem, s pehoto, s tehniko, a cilja ni bilo. In na 8. noč se je zemlja zatrese. Sprva je bila to drobna vibracija, od katere je voda v lužah zaigrala. Potem se je pojavil zvok, nizek, globok grgranje, ki ni bil podoben običajnemu pokanju koles. Iz teme je izplaval črn silhuet. Bil je ogromen. Bil je popolnoma temen. Niti enega svetlika, niti iskrice. Samo blede oceve lune na topovskih ceveh. Saboterji so spoznali, da je to on. Poveljnik skupine je sprejel noro odločitev. Napad na pas med gibanjem je bil nemogoč, a pa se je moral ustaviti pri vodni črpalki. To je bila edina priložnost. Operacija je trajala natanko 3 minute. 3 minute, ki so odločile usodo celotne lova. Ko se je sestav ustavil pri vodni napajani stolpu, so sovjetski obveščevalci tiho zrušili stražarje. To je bila umetnost, dovedena do avtomatizma. Nobenega zvoka, nobenega špljaska. Prikradli so se do zadnjega vagona. Vrata so bila odprta. Znotraj je bil tehnik, ki je preverjal ležaje. Udarec, vreča na glavo in telo je že letelo v grmovje. A tu se je zgodilo nepričakovano. Nemška ovčarka, ki je spala v sosednjem kupeju, je začutila tujca. Laž raztrgala nočno tišino. Zasvetili so reflektorji. Sirena je zavila tako, da je zalila ušesa. Skupina je bila razkrita. Začela se je bitka. Nemški avtomatniki so se kot grah usuli iz vagonov. Močan ogenj je pritisnil izvidnike k zemlji. Oditi ni bilo kam. Zadaj je bilo blato, spredaj stena svinca. Zdel se je konec. Poraz. A poveljnik skupine, zavedajoč se, da ne bodo ušli živi, je storil nekaj, česar Nemci nikakor niso pričakovali.
Izvlekel je signalno raketnico in streljal, toda ne v nebo. Streljal je naravnost v odprta vrata vagona, odkoder so skakali vojaki. Raketa, škripajoč in razmetavajoč iskrice, je priletela notri in zadela škatlo s signalnimi dimnimi bombami. Vagon se je takoj napolnil z oštrnim gostim oranžnim dimom. Nemci so v paniki začeli skočiti ven, kašljajoč in solzjoč. Nastala je zmeda. Izkoristivši to sekundo zmede, so diverzanti pognali proti gozdu, vlečoč za seboj ujetega tehnika. Odhajali so pod dežen krogel, vijugajoč med drevesi. Dva sta ostala ležati tam, ob nasipu, pokrivajoč umik tovarišev. Njihova imena so še vedno neznana. Na njihovih grobovih ni križev, le stare smreke šumijo nad njimi. A naloga je bila opravljena. Ujetnik je bil dostavljen k svojim. Izpraševanje tehnika je dalo šokantne informacije. Izkazalo se je, da Adolf Hitler ni le oklepni vlak. To je bila mobilna laboratorij. V enem od vagonov se je nahajala oprema za prisluškovanje radijskih valov na stotine kilometrov okoli. Vedeli so o vsakem gibanju sovjetskih vojakov. A najstrašnejše je bilo to, da je tehnik, trepetajoč od strahu in nikotina, povedal, da vlak prevaža neko posebno tovor. Tovor, ki ga varujejo ljudje v belih haljah in plinskih maskah. Temu vagonu se je bilo prepovedano približevati celo posadki. Tam je bila svoja sistem ventilacije, svoji generatorji. Kaj je tam nova biološka? Orožje, atomski komponenti. Tehnika ni vedel. Videli so le, kako se je nekoč po noči pri nalaganju en izmed kontejnerjev rahlo nagnil in števec Geigerja pri varnostniku je začel škripati kot nor. Te informacije so spremenile vse. Zdaj je uničenje nemškega vlaka postalo naloga strateške pomembnosti. Ni šlo več za dvoboj dveh oklepnih vozil, temveč za preprečevanje morebitne katastrofe. V štabu fronta so pripravili operacijo Kapsula. Ideja je bila preprosta in genialna, privabiti zver iz njenega brloga. A kako prisiliti izjemno previdnega poveljnika nemškega vlaka, da pride na odprto območje? Treba mu je bilo ponuditi mamilo, kateremu ne bo mogel odkloniti. Sovjetski inženirji so v 2 dneh zgradili maketo. Vzeli so navadne tovorne platforme, jih oblekli s vezanimi ploščami in kartonom, pobarvali, da so izgledale kot oklep, ozgore pa namestili makete topov iz hlodov. Zdaj je to izgledalo kot natančna kopija Ilje Muromca. Ta lažni vlak je dobil isti klicni znak. V eter so poleteli sporočila, domnevno od poveljnika oklepnega vlaka sporočili o okvari in prisilni ustavitvi na postaji Kovel 2. Radijska igra se je začela. Sovjetski radisti so posnemali paniko. Okvara kotla. Stojimo brez gibanja. Potrebujemo pomoč. Nemci so prestregli ta sporočila. Analitiki ABR-ja so preverili podatke. Pisava radista se je ujemala. Kode so bile pravilne. Riba je ugriznila. Komandant Adolfa Hitlerja ni mogel izpustiti take priložnosti. Uničiti legendarni ruski oklepni vlak, medtem ko je brez pomoči in na popravilu. To je železni križ s hrastovimi listi in osebno priznanje Führerja. Nemški velikan je začel gibanje.
Izhajal je iz svojega zavetja v gozdovih in se usmeril proti Kovelju. Hodil je polnim korakom, pometajoč vse na svoji poti. A ni vedel, da pravi Ilja Muromec stoji povsem na drugem mestu, zamaskiran v gostem jelovem gozdu 5 kilometrov od postaje. Njegova posadka je že mazala vodila za raketne granate z gosto grafitno mastjo. Toda usoda je spet posegla v načrte ljudi. Vreme se je poslabšalo. Začela se je nevihta takšne sile, da je nebo postalo eno samo bliskanje strele. Dež je padal v dežju. Vidljivost je padla na ničlo. Radijska povezava se je prekinila. Statika v etru je zadušila vse. Operacija Past je bila na robu propada. Opazovalci niso videli nemškega vlaka. Zvok njegovih motorjev je tonil v grmenju. Kje? Je prešel kontrolno točko ali se je ustavil, ko je začutil nekaj narobe? Nervoznost vseh je bila na vrhuncu. Komandant Ilji Muromca je stal v odprtem pokrovu kabine, podajal obraz ledenemu curku dežja in prisluhnil noči. Poskušal je slišati tisto, česar naprave niso mogle ujeti. Intuicija izkušenega železniškega delavca mu je govorila: nasprotnik je blizu. Čutili je vibracijo tirov pod podplati čevljev. Ta vibracija je bila tuja. Ritem koles je bil drugačen, težji, pogostejši. In nenadoma je v blisku strele za trenutek zaživel silhueta. Bil je daleč na paralelni progi, ločen od glavne s pasom gozda. Nemški oklepni vlak ni šel po pravi poti. Obveščevalna služba je zgrešila, saj so Nemci v zadnjem trenutku spremenili pot. Šli so naokoli mimo zanke naravnost v zaledje sovjetske skupine. Situacija se je obrnila na glavo. Zdaj je lovec postal žrtev. Če bo Adolf Hitler prodrl naprej, bo prišel do nezaščitenih postaj oskrbe in tam povzročil pokol. Ilji Muromcu je ostalo le še nekaj minut za sprejem odločitev. Treba je bilo prestreči nasprotnika, a zato bo treba priti iz zasede, razkriti se in vstopiti v boj v neugodnih pogojih, na nasprotnih poteh, kjer bo prednost imela tisti, ki ima debelejši oklep in močnejše topove. Po teh parametrih je Nemec prekašal sovjetski vlak večkrat. Znotraj sovjetskega oklepnega vlaka se je začelo noro delo. Kotelničarji so metali premog s tako hitrostjo, da so lopate migetale kot propelerji. Zaslonke so žumele, pritisk pare je naraščal. Ilja Muromec je zadrhtel, stresec sebe maskirne veje in počasi, kot se prebuja zmaj, plazil po nasipu. Skritost je bila zavrnjena. Zdaj je vse odločala hitrost. Morali so priti do usmernika pred Nemci, da bi jim zaprli pot. To je bila dirka s smrtjo ob spremljavi nevihte. Dva preostala leviatana sta se drla skozi nočni gozd, bližajoč se vsako sekundo. Razdalja se je skrčila 5 kilometrov, 3. Posadka je slišala brnenje nemškega vlaka celo skozi šum dežja. To je bil strašen zvok. Voj turbin in zvok gosenic, s katerimi so bili obloženi boki nemškega vlaka za dodatno zaščito. In to času je v štabnem vagonu Adolfa Hitlerja vladalo mirno vzdušje. Oficiri so pili kavo in razpravljali o prihajajoči lahki zmagi. Bili so prepričani, da se odpravljajo dokončati ranjenega zverina. Radar Erzburg je bil izklopljen zaradi nevihte. Operaterji so se bali,
da bo strela udarila v anteno. Bili so slepi, zanašajoč se le na svojo samozavest in moč oklepa. Niso vedeli, da se nekaj kilometrov od njih, na prehod, ne premika leseni maket, temveč 1000 ton jeze. In da se v ceveh sovjetskih orožij že nalagajo protipankerski projektile, na katerih so s kredo napisana imena padlih tovarišev. Drama se je stopnjevala. Nihče še ni vedel, da bo ta noč zadnja za enega izmed njih. V enem od odsekov sovjetskega vlaka, kjer so bile postavljene katushe, je usmerjevalec, mlad fant iz Reza, 10. preverjal stike električnega sprožilca. Njegove roke so bile suhe in vroče, kljub mrazu. Zavedal se je, da od njegovih dejanj vse odvisno. Sistem usmerjanja je bil primitiven, a zanesljiv. Toda streljati z raketnimi strelki v takem dežju je bilo tvegano. Voda bi lahko sklenila kontakte. Prah bi lahko zmočil. Če rakete ne bi zapustile vodil, bi eksplodirale neposredno znotraj vagonov in raznesle vlak na koščke. To je bil enosmerni vozovnica. Poveljnik baterije je prešel skozi vagon, pogledujoč v oči vsakemu bojevniku. Nič ni rekel, le poklapal je po rami. Poglede so jim povedali več kot besede. Drži se, sin, ne omagaj, dobili jih bomo. In potem so se pred njimi pojavile luči semaforja. Tisti prehod, tisti križišče usod. Ilja Muromec je priletel k nam in prvi zavijanjem zavor, blokirajoč pot. Iskrice so letele v snopih izpod koles. Stal je čez cesto, zapirajoč promet. Čez 30 sekund je izza ovinka prilezal Adolf Hitler. Nemški strojnik je, ko je pred seboj zagledal oviro, potegnil za ročico za nujno zaviranje, toda inercija ogromne mase je neizprosna. Vlak je še naprej drvel naprej, drsno po mokrih tirih. Razdalja se je hitro zmanjševala. Zdaj so se videli drug drugega. Svetlobni žarki so se križali. Dve ideologiji, dve tehnologiji, dva sveta sta se srečala na ozki črti zemlje sredi beloruskih polčas se je ustavil. Prišla je tista sekunda tišine pred nevihto, ko je bilo slišati, kako pada kaplja dežja in kako bije srce v zaprti kletki. Toda to ni bilo le srečanje, to je bil začetek konca za legendo, ki so jo tako skrbno ustvarjali nacistični propagandisti. In nihče od prisotnih ni niti slutil, kakšno presenečenje je pripravila sovjetska posadka v primeru, da običajni strelki ne bi vzeli nemškega oklepa. Presenečenje, ki je bilo v preprosti leseni škatli pod posteljo poveljnika in o katerem sta vedela le dva človeka v celotnem vlaku. Dva reflektorja sta razprla zid dežja, se križala v eni točki, kot meč duelistov. To ni bilo le srečanje na tirih. To je bil trenutek, ko se je čas, kot se je izkazalo, skrčil v tesno vzmet. Razdalja med lokomotivi je znašala manj kot 800 metrov. Za sodobno vojno je to razdalja pištoljskega strela. Toda za dva oklepljena velikana, težka 1000 ton, je bila to razdalja poljuba smrti. Nemški Adolf Hitler je bil veličasten in strašen. Njegove stolpnice so se počasi obračale, cevi so se spuščale, iščoč ranljive točke v oklepu sovjetskega vlaka. Zdel se je, da je sama fizika bila na strani Nemcev. Njihova optika je bila boljša, njihovi mehanizmi so delovali bolj gladko, njihova posadka je bila izurjena z leti zmag v Evropi.
Gledali so na sovjetski vlak kot na plen, kot na nerodnega medveda, ki je po nesreči prišel na Jessov klovcem. A niso videli glavnega. Niso videli tistega, kar se dogaja znotraj Ilje Muromca za debelimi listi oklepne jeklene, kjer je bil zrak naelektren do skrajnosti, ljudje pa so delali s natančnostjo ure, razumevajoč, da druge priložnosti ne bodo imeli. V bojnem mostu sovjetskega oklepnega vlaka je vladala grobna tišina, ki jo je prekinjalo le hrapavo dihanje komandirja in tikanje štoparice. Razumel je, da v klasičnem artilerijskem dvoboju nimajo možnosti. Nemške 50-milimetrske havbice jih bodo spremenile v sito v 2 salvah. Oklep Muromca bo prenesel prvi udarec, morda tudi drugi. A kinetična energija nemških granat jih bo preprosto otrgala s koles. Treba je bilo delovati nestandardno. Treba je bilo kršiti vsa pravila vodenja železniškega boja. In komandir je dal ukaz, ob katerem so se strelci zgrčili v prsih. Ne odpirajte ognja iz topov, pripravite glavni kaliber. To je bilo norost. Čakati, da se Nemci namerijo, jim dati prednost v dragocenih sekundah. A načrt je bil subtilen in krut. Komandir je vedel, da so Nemci pedantni. Potrebovali so čas za natančno namerjanje, za izračun popravkov na veter, na vlažnost. Ne bodo streljali na pamet. Želeli bodo uničiti ruski vlak z enim lepim, spektakularnim udarcem. In prav ta nemška pedantnost je postala njihova past. V tem trenutku so se znotraj oklepnih vagonov Muromca dogajale stvari, ki jih ni bilo v nobenem pravilniku. Mehaniki so trgali pečate z ročic hidravličnega sistema. Običajno je priprava na selvo raketometov trajala približno 5 minut. Treba je bilo odstraniti zagozde, dvigniti vodila, preveriti kontakte. Imeli so 30 sekund. 30 sekund, medtem ko nemški strelci vrtijo kolesa svojih daljnogledov. To je bila dirka ne za hitrost, temveč za preživetje. Če se mehanizem ustavi, če katerakoli prestavna kolesca, izdelana v evakuirani tovarni, poluglenim najstnikom, odpove, so vsi mrtvi. Slišal se je le zvok kovine in težko dihanje ljudi, ki so trgali nohte in pritiskali kleme. In takrat se je streha enega od oklepnih vagonov zatrepetala. Začela se je počasi, predrzno počasi odpirati na stran. Elektromotorji so zavijali od prenapolnjenosti. Iz nedrjev vagonov so, kot bodalo ogromnega insekt, začeli dvigovati vodila raketometov. Nemci so to videli. V optičnih daljnogledih so opazili gibanje na strehi ruskega vlaka, a niso razumeli, kaj je to. Njihova navodila niso opisovala ničesar podobnega. Kaj počnejo ti Rusi? Predajajo se, dvigujejo belo zastavo ali spuščajo kakšen dim? Zmeda v nemški kabini je trajala le nekaj sekund. Oficir za vodenje ognja se je nagubano osredotočil, poskušajoč klasificirati grožnjo. Te sekunde so bile dovolj. Usmerjevalniki so zasedli bojni položaj. Kot dviga je bil minimalen. Streljanje je potekalo praktično z neposredno osredotočenostjo. To je bilo kategorično prepovedano z vsemi navodili. Reaktivni projektili N-1-3 niso namenjeni streljanju na blizu. Morda se ne bodo uspeli stabilizirati, lahko padejo v zemljo, lahko eksplodirajo ob udarcu v zrak, toda nihče ni razmišljal o navodilih.
Poveljnik baterije, mlad poročnik z ovito glavo, je preprosto pritisnil na sprožilec. To, kar se je zgodilo naprej, so priče opisovale kot odprtje vrat pekla. Zrak je raztrgal grozljiv prebadalni krik, od katerega so pokali bobni ušes. Ognjena puščica se je odlepila od usmerjevalnikov, ovijajoč sovjetski vlak v oblak dima in plamena. To ni bil posamičen strel, to je bil plaz. Desetine raket je odšlo proti cilju skoraj hkrati, zlile so se v neprekinjen tok ognja. Nemški uradnik v kabini Adolfa Hitlerja je uspel le še razširiti oči. Ni videl projektilov, videl je ogenj, ki se je bližal zvočni hitrosti. Čas se je zanje ustavil. Niso imeli časa pritisniti na sprožilec svojih orodij. Reaktivni projektili so zadeli nemški oklepni pas poldrugi sekundi po izstrelitvi. Fizika uničenja je bila grozljiva. Prvi projektil je zadel v osnovo sprednjega artilerijskega stolpa. Eksplozija je bila tako močna, da je stolp teže 40 tonov preprosto odneslo s platforme, kot klobuk na vetru. Preletel je čez lokomotivo in padel v močvirje, dvignil oblak blata. Toda to je bilo šele začetek. Preostale rakete so udarjale skupaj, raztrgale oblogo, otrgale oklepne liste, spreminjale notranjost vagonov v ognjeno kašo. Eden od projektilov je prebil tender z vodo in premogom in takoj detoniral naslednji. Pregreti pari iz raztrganih komunikacij so se pomešali z ognjem. Ljudje znotraj nemškega vlaka niso imeli časa čutiti bolečine. Temperatura v epicentru eksplozije je takoj skočila na 1000 stopinj. Oklepna jekla se niso telajle, izhlapevala so. Toda usoden udarec ni bil usmerjen proti orožju. Ena od raket, kot da je usmerja nevidna roka usode, je zadela natančno kotov parnega vlak, na tistem mestu, kjer je tlak pare dosegel kritične vrednosti. Učinek je bil podoben eksploziji taktične jedrske bombe majhnega radija delovanja. Kotel je raztrgalo od znotraj. Gigantska moč je raztrgala jekleni trup lokomotive, ga obrnila na notranjost. Kolesni pari, ki so tehtali tone, so se razleteli v stran, režeč stoletne smreke, kot vžigalice. Eksplozivna valovna fronta je šla po vlaku, odrivajoč vagone s tirov, jih gnetila v harmoniko. Adolf Hitler, ponos Reicha, simbol nepremagljivosti, je prenehal obstajati kot bojna enota v 4 sekundah. Na njegovem mestu je ostala le goreča gmota kovine, iz katere so se dvigali stebri črnega, mastnega dima. Ilja Muramet je stal na tirih, obdan s prašnim dimom. Njegova posadka je molčala. Nihče ni kričal ura. Vsi so bili oslepljeni. Ljudje so gledali skozi razpoke in niso verjeli svojim očem. Tam, kjer je minuto prej stal jekleni Leviathan, je zdaj bilo ognjeno jezero. Dež je šumel, izhlapeval na razgretem jeklu ostankov. Poveljnik je počasi spustil daljnogled. Njegove roke so se tresel. On je razumel, da so pravkar storili nemogoče. Prevarali so smrt. A sprostiti se je bilo prezgodaj. Treba je bilo zagotoviti, da je sovražnik popolnoma uničen. In kar je najpomembneje, potrebno je bilo preveriti to, o čemer so govorili izvidniki, tisti skrivni vagon. Ali je preživel ta pekel? Posebna enota sovjetskih bojevnikov je skočila z nasipa.
Čevlji so cvrčali v blatu, pomešanem z nafto in delci. Toplota od gorečega vlaka se je čutila na 100 metrov. Približevali so se Kostovemu nemškemu sestavu, previdno, z avtomati pripravljenimi. Kdo ve, kdo bi lahko preživel na repu vlaka? A odpora ni bilo. Okoli so ležali izkrivljeni deli, koščki uniform, stopljeno orožje. Slika je bila apokaliptična. Kot da bi ogromen kladiv udaril po vlaku z vrha, ga sploštil na tla. Bojevniki so se pomikali proti središču sestava, tja, kjer bi po podatkih obveščevalcev moral biti poveljniški vagon in tisti posebni tovor. In končno so ga našli. Sredi kaosa uničenja je en vagon izgledal čudno preživel. Odpeljan je bil s podvozja. Ležal je na boku, na pol potopljen v močvirnato zemljo, a njegova karoserija ni bila raztrgana. To je bil celoten lit kovinski kontejner brez oken s debelimi vrati. Spominjal je na SF. Na boku so se komajda razbrale ostaline oznambe. Rdeči orel in neki številki, ki nista spominjali na standardne vojaške indekse. Kovina vagona je bila hladna. To je bilo nenormalno. Okoli je divjalo plamen, gorila je obloga sosednjih platform, ta vagon pa je kot da je izžareval hlad. Bojevniki so si izmenjali poglede. Poveljnik enote je pristopil do vrat. Ročaja ni bilo, le kolo, kot na podmornici. Poskusil ga je obrniti. Zagozdeno, pomagajte tukaj, je zaklical, poskušajoč prekričati hrup požara. Dva bojevnika sta se zagrabila. Kovina je zaječala. Vrata, ki so tehtala verjetno pol tone, so se nerado odprla. Znotraj ni vonjalo po sačju ali zadahu, temveč po ozonu, tako ostri von, kot je v Nivaj ali v rentgenski kabini. Tema znotraj vagona se je izkazala za gosto, skoraj otipljivo. Poveljnik je osvetlil znotraj s trofejno svetilko. Žarek svetlobe je iz tem iztrgal čudne naprave, razbite merilne naprave, snope žic in še en kontejner. Manjši, svinčeni, hermetično zapečatan. Bil je privezan s ketnami na tla. Ob njem je ležal človek v belem hali, mrtev. A na njem ni bilo vidnih ran. Njegov obraz je bilo izkrivljeno od groze, roke so močno stiskale mapo z dokumenti, da so prsti pobledeli. Poveljnik enote, izkušen izvidnik, ki je preživel Stalingrad, je začutil, kako mu stajajo lasje na zatilju. Instinkt, oblikovan skozi leta vojne, je kričal: pojdi, ne dotikaj se. A ukaz je ukaz. Stopil je notranjost, poskušajoč ne stopiti na čudno sluz, ki je prekrivala tla. Nagnil se je k mrtvemu znanstveniku in mu izvlekel mapo iz rok. Na naslovnici je bil oznaka najvišje zaupnosti in čudna pečat, črn krog z bliskavico. To ni bila emblem SS ali Ehrmachta. To je bilo nekaj drugega, enota, o kateri nikoli niso slišali. V tistem trenutku se je od zunaj slišal hrup motorjev. Nemška okrepitev? Zvok je bil drugačen. Kamni krušenja so se bližali vilisi in tovornjaki. To je bila skupina NKVD, ki je sledila oklepnemu vlaku, ostajajoč v senci. Pojavili so se tako hitro, kot da so čakali prav na ta trenutek.
Iz avtomobilov so skočili ljudje v usnjenih plaščih in uniformah z modrimi epoletami. Delovali so odločno in hitro, obkolili so območje nesreče ter odgnali borce oklepnega vlaka. Poveljnik skupine NKVD, polkovnik s hladnimi ribjimi očmi, se je približal vagonu. Niti ni pogledal na goreči nemški vlak. Zanimal ga je bil samo ta zaboj. Vsem se umaknite na 100 metrov, je ukazal z glasom, ki ni prenašal nasprotovanja. Pozabite vse, kar ste tukaj videli. Te bitke ni bilo. Ta vagon ne obstaja. Soldati so si izmenjali poglede. Pravkar so uničili ponos Hitlerja, zdaj pa jim ukazujejo, naj pozabijo. Vendar je bilo spraševanje z NKVD v 14. letu enako samomoru. Posadko Muromca so odpeljali k svojemu vozu. Izdaleka so videli, kako so čekisti potegnili svinčen zaboj, ga naložili v pokrit tovornjak z okrepljeno zaščito in takoj odpeljali v temo. Mapo z dokumenti je polkovnik vzel osebno, jo skril svoj nahrbtnik tako hitro, kot da mu je žgala roke. Preostali ostanek nemškega vagona so polili s čim iz kanisterjev in pristopili. Plamen je zaiskril čudno zelenkasto barvo, požiral je dokaze. Čez 10 minut je od skrivne laboratorije ostal samo stopljen okostnjak. Ilja Voropec je odhajal z bojišča nazaj. Moral se je vrniti na varno območje. Znotraj vlaka je vladalo čudno vzdušje. Veselje ob zmagi se je mešalo z zaskrbljenostjo. Zmagali so, ja, vendar so se dotaknili skrivnosti, ki je bila očitno večja od preproste vojne dveh armad. Strojnik, ki je gledal na manometre, je opazil nenavadnost. Potem, ko so stali ob nemškem vagonu, so se kazalci instrumentov začeli obnašati nepravilno. Kompas se je vrtel kot vrtiljak. Ure vse posadke so se ustavile točno v trenutku, ko so odprli nemški vagon. 3 ure in 42 minut. To je bilo videti kot učinek močnega magnetnega polja ali nečesa drugega, katerega narava jim ni bila znana. Na naslednji postaji so jih že čakali, vendar ne orkester in cvetje. Čakali so jih posebni agenti. Začeli so se neskončni zasliševalni postopki. Vsak član posadke je napisal pojasnilo, kaj so videli, kaj so slišali, ali so vstopili v nemški vagon. Podpisane zaveze o nerazkritju so bile zahtevane. Kakršnakoli uhajanja informacij so bila kaznovana s streljanjem. Uradna različica za poročila informacijske službe je bila suha. Na enem od odsekov fronta je bil uničen velik konvoj z nasprotnikovimi strelivi. Nobene besede o Adolfu Hitlerju, nobene besede o dvoboju, nobene besede o čudnem tovoru. Zgodba je bila prepisana in očiščena še istega dne. Vendar pa obstajajo stvari, ki jih ni mogoče popolnoma skriti. Govorice, kot voda, najdejo razpoke. V delavnicah, kamor je Ilja Muromc prišel na tehnično vzdrževanje, so delavci šepetali. Videli so nenavadne sledi na oklepu vlaka. To niso bile oznake od delcev. Na nekaterih mestih je kovina spremenila strukturo. Postala je krhka, kot steklo. Kot da bi vlak bil pod vplivom neznanega sevanja, ki je kovino postaralo za stoletja v nekaj minutah. Kemijska analiza, ki jo je izvedla tovarna, je pokazala prisotnost izotopov, ki jih v naravi ni. Rezultati analize so bili takoj zaseženi, laboratorijski tehnik,
ki je analizo opravil, pa je nenadoma bil premeščen na drugo tovarno, na Ural, in stik z njim je prekinjen. Kaj je torej bilo v tistem kontejnerju? Zakaj je Hitler tvegano poslal svoj najboljši oklepni vlak v nevarno območje? Nekateri raziskovalci, ki so primerjali dejstva, postavljajo drzna hipoteza. V 44. letu je Nemčija panično iskala Wunderwaffe. Čudežno orožje. Razvoj se je odvijal v različnih smereh: atomska bomba, raketoplani, balistične rakete Fao. Toda obstajal je še en projekt, o katerem je znanega zelo malo. Projekt kolokvij ali Glock naprava, ki naj bi bila sposobna manipulirati z gravitacijo in časom. Priča poročajo o nenavadnih pojavih med preizkušanjem te naprave: svetloba, zmrzovanje tekočin, smrt rastlin. Opis učinkov čudovito sovpada s tistim, kar so videli bojevniki pri razbitem vagonu: mraz, ozon. Ustavitev urednik je možno, da je Adolf Hitler prevažal prototip motorja za diskolet, ki so, po legendah, nastajali v nedrih? Ali pa je to bil še stavni del umazane bombe, s katero so nacisti načrtovali ustaviti napredovanje Rdeče armade? Ne vemo natančnega odgovora, a vemo, kaj se je zgodilo z ljudmi, ki so pogledali v to brezno. Poveljnik raziskovalne skupine, ki je prvi vstopil v vagon, je umrl 6 mesecev po vojni. Diagnoza: akuten levkemija. Bolezen ga je za 2 tedna uničila. Drugi bojevniki iz te skupine so prav tako umrli presenetljivo zgodaj. Nekateri zaradi nenavadnih bolezni krvi, nekateri v nesrečah. Kot da bi neka sila čistila priče, brišuc spomin na tisto jutro pod Koveljem. A uspeli so povedati nekaj svojim bližnjim šepetajoč na kuhinjah. Po letih so govorili o svetlobi, ki je bila temnejša od noči, in o občutku, da je v tistem vagonu nekdo bil, nekdo živ, a ne človek. Ilja Muromec je nadaljeval svojo pot proti Berlinu. Postal je legenda, duh, katerega so se Nemci bali. A posadka se je spremenila. Ljudje so postali zaprti, mrki. Nosili so pečat skrivnosti. Vedeli so, da njihova zmaga ni le poraz sovraga, temveč tudi dotik nečesa prepovedanega. In vsakič, ko je vlak vstopil v meglo, se jim je zdelo, da iz belkaste meglice na njih gleda tisti črni orel z razbitih nemških vagonov. Vojna strojev se je končala, a začela se je druga vojna. Vojna za skrivnosti, ki lahko uničijo svet hitreje kot katerikoli tank. In v tej vojni je oklepni vlak Ilja Muromec postal nenamerni varuh ključa, ki so ga iskale obveščevalne službe vseh svetovnih velesil. A kje je ta ključ zdaj? Je zgoraj v peči zgodovine ali leži v kakšnem pozabljenem specialnem skladišču, čakajoč na svoj trenutek? Odgovor je morda bližje, kot si mislimo. Po dvoboju pod Koveljem je zgodba o oklepnem vlaku Ilja Muromec morala iti po običajnem scenariju junakov: popravilo, dopolnitev streliva, nove bitke in pot proti Berlinu. Toda tisto, kar se je dogajalo s sestavom in njegovo posadko v naslednjih mesecih, bolj spominja na scenarij psihološkega hororja kot na vojaško dokumentaristiko. V razkritih medicinskih kartah članov posadke, datiranih julija 1944, se začnejo pojavljati nenavadni zapisi. To niso bile poškodbe od drobcev ali kontuzij. To je bila neznana patologija. Ljudje,
ki so leta živeli v harmoniji z železom in premogom, so nenadoma začeli strahovati pred svojim lastnim vlakom. Zdravniki poljskih bolnišnic so pri vojaku zabeležili simptome, podobne radiacijski bolezni, o kateri takrat še malo kdo vedel. Izpadanje las, krvaveni dlesni, stalna slabost in nepojasnjen občutek paničnega strahu, ki je prihajal v valovih. Le da so se približali oklepniku bližje kot 5 metrov. Toda dozimetrski instrumenti v tistem času v običajnih enotah niso obstajali in diagnoza je bila standardna bojna utrujenost. Kljub temu pa je šepet v vojašnicah postajal vedno glasnejši. Govorilo se je, da se je vlak okužil, da je po stiku s tistim nemškim vagonom in njegovo vsebino kovina Murovec absorbirala nekaj tuje, nekaj zlega. Nenavadnosti so se nadaljevale v popravnem depoju v osvobojenem Minsku, kamor je sestav prispel za zakrpanje lukenj po boju. Varilci, izkušeni moški, ki so lahko zakrpali šiv tudi pod vodo, so zavrnili delo z oblogo oklepnega vlaka. Prijavili so nadzornikom, da se kovina obnaša nenaravno. Pri poskusu, da bi nalepili zakrpice na luknjo, je stara oklepna plošča začela potiti. Na površini so se pojavile kapljice oljnate tekočine rdečkaste barve, ki se je takoj izhlapela z vonjem žvepla. Elektrode so se talile, ne da bi ustvarile oblok ali pa, nasprotno, so zasvetile oslepljujočo vijolično svetlobo, ki je prežgala kovino do konca, tam, kjer bi morala biti najbolj trdna. Eden od mojstrov je v poročilu napisal noro frazo: kovina zavrača tujo jeklo, kot živi organizem zavrača presajen organ. Seveda so mojstre obtožili sabotaže in poslali v kazenski bataljon, vendar so dela zastala. Na koncu so luknje preprosto prebarvali, ne da bi jih uspeli zakrpati. Ilja Murovec je nadaljeval vojno z nezdravimi ranami na bokih, ki so po besedah prič ponoči šibko sijale. A najbolj nepojasnjeno se je začelo, ko je oklepni vlak vstopil na ozemlje Poljske. Lokalni prebivalci, ki so bili navajeni grozot vojne, so se križali in zaklepali okna, ko so slišali približevanje tega sestava. Zvok njegovega gibanja se je spremenil. To že ni bil ritem koles. Bil je nizkofrekvenčni hrup, od katerega so vibrirali stekli v hišah 5 kilometrov od železnice, psi pa so se norčili, ko so se trgali sket. V arhivih poljskega odporniškega gibanja so ostala poročila o črnem zmaju, ki prehaja skozi postaje, ne da bi se ustavil, in za seboj pušča sled hladnega zraka. Sredi vročega avgusta se je temperatura v radiju 100 metrov od tirov po prehodu vlaka znižala za 10 do 15 stopinj. Voda v vodnjakih je zamrznila. To je bilo v nasprotju z vsemi zakoni termodinamike. Ognjeni parni stroj bi moral oddajati toploto, ne pa mraz. Češki fiziki, ki so preučevali te poročila v 50 letih, so postavili hipotezo, da je vlak morda vstopil v območje delovanja neznanega poljskega generatorja, ki se je nahajal na krovu uničenega Adolfa Hitlerja in je zdaj sam postal nosilec ostankov energije, ki je črpala toploto iz okolice. Kulminacija tega obdobja je bila zgodba o Jablanskem predoru. Ta dogodek sploh ni omenjen v uradni kroniki bojne poti vlaka, vendar je podrobno opisan v osebnih zapisih načelnika obveščevalne divizije, ki je nadzoroval premikanje enote. Jeseni leta 1934 je moral Ilja Muromec skrivaj prečkati dolg železniški predor v Karpatah, da bi prišel na bok nemške skupine. Predor so preverili inženirji, min ni bilo odkritih. Dolžina predora je znašala 3 kilometre.
Pri hitrosti 40 km/h bi moral vlak prečkati predor v 4,5 minutah. Vlak je vstopil v portal predora natanko ob 14. Na izhodu so ga čakali korektorji ognja. Minilo je 5 minut. Vlaka ni bilo. Minilo je 10. Tišina. Povezava z ekipo se je prekinila takoj, ko je zadnji vagon izginil v temi. 15 minut. 20. Panika je začela obvladovati tiste, ki so čakali. Zamašitev, diverzija, vendar eksplozije ni bilo slišati. Vlak je izšel iz predora po 40 minutah, a ni izšel takšen, kot je vstopil. Sveža barva, s katero so ga prekrili pred operacijo, je odpustila in postala siva, kot da je minilo ne pol ure, temveč pol stoletja. Kovinske ograje so rjavile do lukenj, a najhujše je bilo z ljudmi. Ekipa, mladi fantje, je prišla na svet kot starci. Pri 20-letnih bojevnikih se je pojavila siva. Njihova obraza so prekrivale globoke gube, v očeh pa je obstalo izražanje absolutne praznine. Niso se spomnili, kaj se je dogajalo v predoru. Zanje je minilo prav toliko kot 4 minute, kot je bilo pričakovano. Niso opazili zamude, a njihovi biološki uri so zbežale naprej za desetletje. Poveljnik vlaka, s težavo premikajoč jezik, je poročal o izpolnjeni naloge, vendar je njegov glas zvenel kot glas globokega starca. Vlak so takoj odpeljali v zaledje. Vso ekipo so odpustili in poslali v zaprte sanatorije NKVD, kjer je večina njih umrla v enem letu zaradi hitrega staranja organizma. Na njihovo mesto so pripeljali nove prostovoljce. Niso jim povedali resnice. Rekli so jim, da je prejšnja ekipa herojstvo umrla v boju. Novi bojevniki so takoj začutili, da z vlakom nekaj ni v redu. Stvari so izginjale in se pojavljale na drugih mestih. Ponoči so v praznih oddelkih slišali korake in nemški jezik. Mehaniki so prisegli, da so v peči lokomotive videli ne premog, ampak obraze ljudi, izkrivljene od krika. Vlak je pridobil sloves prekletstva, a kljub temu je nadaljeval boj in bojeval se je z neko hudičevo učinkovitostjo. Granate, izstreljene iz njegovih orožij, so zadale cilj z neverjetno natančnostjo, celo brez usmerjanja. Zdel se je, da je sam kovina hotela ubijati. Bili so primeri, ko so orožje streljala samodejno, brez ukaza, in ti streli so vedno našli sovražnika, zamaskiran tank, ostrostrelec na drevesu, poveljniški zaklon. Vlak se je spremenil v avtonomno bojno enoto, ki je imela lasten mračen intelekt. V nemških štabih se je začela prava histerija. Prejemali so poročila, da je ruski oklepni vlak neuničljiv, projektili, ki zadenejo vanj, ne eksplodirajo, bombe prehajajo skozi njega, kot skozi meglo. Vojaki Ehrmachta so se zavrnili, da bi zaseli položaje, če so vedeli, da v sektorju deluje duh. Izdali so tajni krog, ki je prepovedoval neposreden vizualni stik s sovjetskim oklepnim vlakom številka 762. Priporočali so, da pokličejo letalstvo in pokrivajo kvadrat z bombnimi napadi, a tudi to ni pomagalo. Piloti in Luftwaffe so se pritoževali, da nad vlakom navigacijski instrumenti postanejo nori. Kompas se vrti, višinomernik pa prikazuje negativne vrednosti, kot da letijo pod zemljo. Nekaj letal se je zrušilo pri čudnih okoliščinah, kar tako,
da so se zaletela okla blizu železniške proge pri jasnem vremenu. V črnih škatlah ali njihovih analogih tistega časa so se slišali le tisti nizkofrekvenčni brenčanje. Do zime leta 1945 je Ilja Muromec zunanje spremenil do neprepoznavnosti. To ni bil več tisti urejen in napet oklepni vlak, ki je izstopil iz vrat muromskega depoja. Bil je zver, obdan s trofejno oklepnino, ki jo je posadka varila nad staro poskusu, da bi zakrila svetleče madeže. Bil je obtežen s verigami, vrečami s peskom, hlodi. Na sprednji platformi je nekdo privaril ogromen lobanski oklep, najden v Biaoješki puščavi. To je izgledalo kot totem, kot idol barbarov. Polipručki so poskušali to mračnost odstraniti, a se je posadka postavila kot zid. Verjeli so, da ta lobanja odžene zle duhove, ki so se naselili v vlaku po predoru. Disciplina na krovu je postala posebna. To ni bila vojaška disciplina po pravilniku, temveč red piratskega plovila. Podrejeni so bili le svojemu poveljnika in volji vlaka. Višje poveljstvo je to opazovalo skozi prste. Dokler je vlak uničeval Nemce v serijah, so prenašali njegove nenavadnosti. Zmaga je bila pomembnejša od pravilnika. Nekega dne, med postankom na majhni poljski postaji, je k vlaku pristopila lokalna vedeževalka. Stara cikanka je, ko je videla črno silhueto lokomotive, nenadoma padla na kolena in začela zavijati. Kričala je, da ta vlak ne prevaža vojakov, temveč duše mrtvih, in da se nikoli ne bo ustavil, tudi ko se vojna konča, da je preklet, da potuje po tirih večno, dokler ne odkupijo greh dotika prepovedanega znanja. Vojaki so pregnali starico, a je ostal priokus. Zvečer istega dne je enega izmed polniteljev doletel živčni zlom. Poskušal je razstreliti sebe s granato v artilerijskem skladišču, kričal je, da sliši glasove izpod tal vagona, ki zahtevajo kri za motor. Zgrabili so ga, a mu je uspelo iztrgati granato. Eksplozije ni bilo. Vžig je deloval, a detonator ni eksplodiral. Še en čudež. Ali se je vlak sam zaščitil in preprečil kemično reakcijo eksplozije? Približujemo se razvoju. Zakaj je ta fenomenalno učinkovit bojni mehanizem bil tako naglo razformiran in uničen takoj po zmagi? Ne zato, ker je zastaral, temveč zato, ker je postal nevaren. Ne za sovražnike, temveč za samo resničnost. Dokumenti pričajo, da je februarja 14. leta v štab fronte prispela skupina znanstvenikov iz Moskve pod vodstvom bodočega akademika, čigar ime je do danes še vedno tajno. Prinesli so s seboj obsežno opremo, vlak so zapeljali v slepo ulico, obkolili z enotami NKVD in 3 dni izvajali meritve. Znanstveniki so hodili okoli vagonov v svinčenih oblekah. Kaj so tam našli? V končnem poročilu je fraza, ob kateri zastane dih. Objekt 726 prikazuje znake lokalne izkrivljenosti prostorsko-časovnega kontinuiteta. Nadaljnja uporaba predstavlja globalno grožnjo. Priporočena je popolna izolacija. Torej, preprosto rečeno, pa se postal luknja v resničnosti. Ni šel zaradi radiacije, šel je zaradi časa. Prav zato je posadka starala. Prav zato so granate letele tja, kamor je želel vlak. Izkrivljal je prostor okoli sebe in s vsakim dnem se je ta učinek povečeval.
Če je bilo v 14. to nekaj minut, je do 14. lahko obseg anomalije razširil na kilometre. Predstavljajte si orožje, ki ne samo da ubije nasprotnika, temveč ga izbriše iz časa ali ga stari do stanja prahu v sekundi. To bi bilo absolutno orožje, a bi bilo nekontrolirano. Sovjetsko vodstvo, ki je stalo na pragu ustvarjanja atomske bombe, se je ustrašilo nečesa, česar ni moglo razumeti. Sprejeto je bilo odločitev, da se vlak potegne do konca vojne, da se izkoristi njegova moč do maksimuma, nato pa se ga čim prej znebiti, preden bo povzročil škodo. A Ilja Murovec se ni nameraval kar tako predati. Čutil je bližino konca. V zadnjih bitkah na pristopih k Kodoru se je obnašal kot besen zver. Poraba streliva je presegla vse norme. Parni vlak je rjovel tako, da so puškine cevi pokale. Kot da je poskušal za konec požreti vojno. In tako je v Frankfurtu nad Odro prišlo do zadnjega, najbolj skrivnostnega incidenta njegove bojne biografije. Vlak je moral podpirati ogenj med prečkanjem sovjetskih enot. Nemci so se obupno upirali. Most je bil raznesen. Ilja Murovec se je pomaknil na nabrežje in odprl uraganski ogenj. In v tem trenutku, po pričevanjih 100 vojakov, se je vlak razdelil. Za sekundo so vsi videli dva vlaka. Enega realnega iz železa in blata, ki je streljal na nasprotnika, in drugega, duhovnega, polprosojnega, ki se je utrgal od tirov in šel po zraku nad vodo, naravnost proti nemškim pozicijam. Nemci, ko so videli leti vlak, so odložili orožje in pobegnili. Ta psihološki napad jih je stal mesta. A ko se je dim razblinil, je na tirih stal samo en vlak. Bil je razbeljen do rdečega. Barva na njem je popolnoma pogorela, izgledal je kot okostje, pravkar potegnjen iz peči krematorija. To je bilo začetek konca. Ukaz o razpustitvi je bil že podpisan. A kako uničiti tisto, kar morda že ni povsem materialno? Kako prerezati avtoklave tisto, kar izkrivlja prostor? Naloga za ukinitev legende je bila naložena posebnemu inženirskemu bataljonu. In ta operacija je postala zadnja bitka Ilji Murovca. Bitka ne z Nemci, temveč s svojimi ustvarjalci, ki so se odločili ubiti svoj izdelek. Toda o tem v naslednjih dokumentih, ki smo jih uspeli pridobiti iz arhiva, so znako hrani večno. Uradni ukaz o razformiranju 23. posebnega diviziona oklepnih vlakov, v katerega je bil vključen Ilja Murovec, je bil podpisan julija 1945. Na papirju je to izgledalo kot običajna birokratska procedura. Vojna se je končala, vojska se je zmanjšala, stara tehnika je bila odpisana. A tisto, kar se je dogajalo na rezervnih tirih pod Muromom, kamor so prepeljali legendarno sestavo, je bolj spominjalo na tajno usmrtitev, kot pa na uničenje. Običajno se vlaki razstavljajo mirno, odstranijo oborožitev, demontirajo dragocene dele, medtem ko se karoserija reže na odpadne kovine. Tukaj pa je bilo vse drugače. Območje so zavarovali s 3 varnostnimi obroči. Okoli so postavili stolpe z mitraljezi, usmerjenimi ne navzven, temveč navznoter, proti samemu vlaku. Delavce so pripeljali iz drugih regij in jim vzeli potne liste. Prepovedali so jim pogovarjati se z domačini. Atmosfera je bila takšna,
kot da so se pripravljali razstavljati ne parni vlak, temveč vesoljsko plovilo, ki lahko v vsakem trenutku eksplodira ali odleti. Prva faza je bila odstranitev katuš, tistih najsekretnejših naprav, ki so odločile izid dvoboja z Adolfom Hitlerjem. Inženirji, ki so prišli iz Moskve, so delali v oblekah za kemično zaščito. Niso se bali strupa, bali so se ostankov energije. Ko so začeli odvijati vijake za pritrditev vodil, se je zgodilo nepojasnljivo. Vijaki, kaljeni v bojih, so se lomili sami od sebe ob dotiku ključev, kot steklo. Kovina je zavijala. Delavci so slišali globoko grgranje, ki je prihajalo iz globin vagonov, podobno nizkemu rjovenju. Eden izmed inženirjev, mlad fant, je nenadoma omagal. Ko so ga oživili, je mumljal nekaj nepovezanega o črnih nitih vrte, ki segajo od vlaka proti nebu. Takoj so ga odpeljali in več ga nihče ni videl. Naprave so na koncu odrezali z avtoklenjem skupaj s kosi strehe, jih naložili v svinčene kontejnerje in odpeljali na poligon Kapustin jar. Pravijo, da je pri njihovi predelavi peč odpovedala. Tigal se je razpočil in staljena kovina je iztekla, oblikovala čuden vzorec na tleh delavnice, ki je spominjal na karto zvezdnega neba. Naslednji korak je bilo razoroževanje artilerijskih kupol. In tukaj je Ilja Muromec pokazal značaj. Ko so k kupoli glavnega kalibra pripeljali rezalnik, se je kupola sama obrnila. Brez posadke, brez napajanja. Počasi, škripanjem, je obrnila cev naravnost proti skupini delavcev. Ljudje so v grozi zbežali. Častniki varnosti so začeli streljati na kupolo z avtomati, krogle so udarjale ob oklep, izkričile so. A to je bilo prav tako brezupno, kot streljati v goro. Vlak je živel. V njem je ostala neka fantomska energija. Zbitje jeze, akumulirane skozi leta vojne. Ni želel umreti. Ni želel obupati tistim, ki jih je ščitil. Moral so poklicati tank. T-34 so pripeljali na neposredno usmeritev in izstrelili granato v zagozden mehanizem vrtenja kupole. Udarec je bil strašen. Kupola se je utrgala. Padla je na tla in prebila globoko jamo. A tudi ležeča na tleh je še naprej trepetala, kot odrezana končina, v kateri še niso umrli živci. Najtežja naloga pa je bila razrezanje karoserije. Oklep, ki je zdržal nemške granate, zdaj ni več klonil pred mirnimi orodji. Plinski rezalniki so ugasnili, diski žag so se razleteli na koščke okoli delavcev. Metal je bil tako prenasičen napetostjo, da je ob poskusu rezanja kričal. Zven rezanega lista je bil podoben človeškemu kriku. Delavci psihološko niso zdržali. Začeli so se upori. Ljudje so se odrekli približevanju prekletemu vlaku. Takrat so uporabili eksploziv. Odločili so se, da ne bodo rezali, ampak eksplodirali vlak na dele. V stike oklepnih listov so položili trotilne škatle. Prva eksplozija je odjeknila zjutraj. Oblak prahu se je dvignil nad depojem. Ko se je usedel, so vsi videli, da vagon stoji nedotaknjen, le rahlo je potemnelo. Eksplozivna valovna fronta je prešla skozi njega, ne da bi mu povzročila škodo, vendar je uničila opečno steno skladišča 50 metrov. To je bilo že onkraj razumevanja.
Fizika tu ni delovala. Pa se je nahajal v svoji lastni realnosti, kjer so bili zakoni upora materialov drugačni. Na koncu so našli rešitev. Pripeljali so poseben kemijski sestav, kislino, razvito za uničevanje kemičnega orožja. Začeli so jo polivati po ohišju. Kislina je šumela, razjedala barvo in zgornji sloj kovine. Vlak je jokal z rjavimi solzami. Proces je potekal počasi, mučno. Tedne so delavci sloj za slojem odstranjevali oklep, pretvarjajoč ponosnega velikana v okostje. In ko je oklep izginjal, je izginjala tudi anomalija. Ropot je tišal, mraz je popuščal, vlak je umiral. Predal se je, zavedajoč se, da je njegovo čas minilo. A tudi v razstavljenem stanju, v kupih odpadkov, je ostajal nevaren. Dozimetriji ob teh kupih so prikazovali čudne skoke ozadja. Enkrat nič, drugič smrtonosna doza. Tekovine ni bilo mogoče pretopiti skupaj s običajnimi. Pokopali so gospoda, niste slišali narobe. Oklepni vlak Ilija Muromec so delno pokopali kot radioaktivne odpadke. V globokih jaških so ga zalili z betonom. Kje so ti pokopi, je državna skrivnost, a lokomotivo so pustili. Lokomotiv srce vlaka so se odločili ohraniti kot spomenik. Očistili so ga, pobarvali v slavnostno črno barvo z rdečimi kolesi in ga postavili na večni počitek v parku Murama. Zdi se, da je to dostojen zaključek. Junaki na upokojitvi, otroci nosijo rože, veterani jokajo. A tudi tukaj mistika ni končala. Skrbniki parka so pripovedovali, da ponoči parni stroj diha, iz hladne cevi se vije komaj opazna dimna zavihka. V peči, kjer ni niti grama premoga, občasno zasvetijo škrlatni odsevi, v kabini strojevodje, ki je bila sklenjena, pa se občasno prižge šibka svetloba. Lokalni prebivalci se trudijo, da ne hodijo po parku po polnoči. Pravijo, da če prislonite uho na tire, na katerih stoji spomenik, lahko slišite oddaljen hrup bitke, krike posadke in pok eksplozij. Parni stroj deluje kot antena, ki sprejema signale iz preteklosti, iz tistega 44. leta, ko je bil kralj vojne. V 60. letih je prišlo do dogodka, ki je skoraj stalo kariero prvemu sekretarju območne organizacije. Med praznovanjem dneva zmage so na parni stroj polagali vence, igral je orkester, govorili so govore. In nenadoma, v trenutku molka, je parni stroj zavezal. Glasna, dolga, jezna sirena, od katere so se golobi dvignili s celotnega trga, veterani pa so začeli trepetati. Nihče ni bil v kabini. Parni kotel ni bil prisoten. Cevi so bile prerezane. Od kod se je slišal zvok? Komisija je iskala skrite zvočnike, huligane z magnetofoni? Nič. Uradno so razglasili, da je to bil izpust pare iz sosednjega teta, a vsi so poznali resnico. Ilija Muromec je salutiral svojim padlim tovarišem. Spomnil se jih je in želel je, da se jih spomnijo tudi živi. Po tem dogodku so dostop do spomenika omejili, postavili so ograjo, notranjost parnega vlaka pa zalili z betonom, da bi dokončno utihnil. A zgodbe ni mogoče zaliti z betonom. V 70. letih, ko se je začela doba razbremenitve in vesoljske tekme,
je zanimanje za tehnologije Muromca znova oživelo. Sovjetski znanstveniki so iskali načine za zaščito vesoljskih plovil pred sevanjem in meteoriti. Nekdo se je spomnil na čudno oklepno železnico, na njeno odpornost proti velikim obremenitvam. V arhivih so našli zadevo številka 766 in odkrili, da so ključne strani, ki opisujejo sestavo zlitine in konstrukcijo blažilnikov vibracij, iztrgane. Kdo jih je iztrgal? Nemški špijoni ali naše varnostne službe, ki so čistile sledi? Začela so se nova preiskava. KGB je poskušal najti inženirje, ki so gradili vlak. Izkazalo se je, da večina od njih že ni več živa, tisti, ki so preživeli, pa molčijo. Bojijo se govoriti tudi po 30 letih. Eden starček, nekdanji glavni metalurg depoja, je na zaslišanju izrekel le eno besedo: mi nismo izumili tega metala. Mi smo ga našli. Dali so nam, gospa, kdo je dal? Od kod? Starček je umrl zaradi infarkta kar v pisarni preiskovalca, ne da bi razkril skrivnost. Pojavila se je teorija, da so pri gradnji oklepnega vlaka uporabili kovino tunguškega meteorita. Neumnost. Morda, a ekspedicije Kuljaka v območje padca meteorita v 20. in 30. letih so res prinašale kakšne vzorce. In sledi teh vzorcev se izgubijo prav na koncu 30. pred vojno. Če predpostavimo, da so sovjetski znanstveniki uspeli iz nebeškega metala preliti nekaj ton oklepa in ga uporabiti za eksperimentalni vlak, potem mnoge anomalije najdejo razlago, tako neverjetna trdnost, kot tudi čudno svetlikanje in vpliv na čas. Meteor železo, ki je prešlo skozi vesoljsko hladnost in plazmo atmosfere, je lahko imelo lastnosti, ki so bile nedostopne zemeljskim materialom. In Ilja Muromec ni bil le oklepni vlak, ampak artefakt, ki je povezal zemeljsko tehnologijo s čim nezemeljskim. V 80. letih na zatonu Sovjetske zveze so se spomnili vlaka v povezavi z razvojem bojnih železniških raketnih sistemov BŽRK Molodec. Ti duhovi vlaki z jedrskimi raketami naj bi postali nova incarnacija ideje neulovljive moči. Konstruktorji BŽRK so preučevali izkušnje maskiranja Muromca, njegov izpušni sistem, njegovo taktiko gibanja in govorijo, da je eden glavnih konstruktorjev BŽRK potoval v Murem k spomeniku. Preživel je celo noč v zaprti kabini parnega vlaka. O čem je razmišljal? Kaj je iskal? Morda navdih? Ali je poskušal stopiti v stik z duhom stroja? Po tej poti se je razvoj raketnega vlaka pospešil in kmalu so na tirih države stali vlaki, ki jih je nato poimenoval skalpel zaradi njihove sposobnosti, da natančno in smrtonosno udarijo na katerikoli točki sveta. Ilja Muromec je predal štafeto. Njegova DNK, njegova filozofija vojne sta se raztopila v novih, še bolj strašnih strojih. Ampak obstaja še ena, povsem konspirativna linija. V času perestrojke so se v časopisih pojavljali članki o zlatu partije in tajnih arhivih CEK. Novinarji so odkrili zgodbo o tem, da je pred samim razpadom Sovjetske zveze del tajnih dokumentov in vrednot bil odnesen v neznanem smeri, in domnevno so zato uporabili obnovljen vagon Ilji Muromca, tisti, ki ga niso mogli uničiti in so ga skrili v pokopališču. Kaj, če so ga našli? Kaj, če je spet v akciji, vendar tokrat prevažane granate, temveč skrivnosti umirajoče imperije? Pričevanja so govorila o črnem vagonu brez oken, ki so ga videli pritegnjenega k običajnim tovorniškim vlakom,
ki so se peljali na Ural ali v Sibirijo. Vagon, ki ni naveden v nobenem tovornem listu. Vagon, ki oddaja mrzel in strašen vonj. Morda Ilja Muromec še vedno potuje po neskončnih železniških progah Rusije. Večni popotnik, varuh skrivnosti, ki so preveč nevarne, da bi jih poznali, in preveč dragocene, da bi jih uničili. Gledamo stare črno-bele fotografije. Obrazi bojevnikov, nasmehi, harmonika, čajnik s kašo. Izgledajo kot običajni ljudje, toda v njihovih očeh, če dobro pogledamo, je senca. Senca tistega, kar so videli onkraj običajnega boja. Bili so prvi stalkerji, ki so vstopili v območje anomalične. Ukrotili so zmaja, vendar jih je zmaj spremenil. In ko rečemo, nihče ni pozabljen, nič ni pozabljeno, moramo pomniti ne le junakovo dejanje, temveč tudi ceno, ki so jo morali plačati za dotik z neznanim. Ilja Muromec je bil več kot orožje. Bil je eksperiment, ki je všel nadzoru, vendar je rešil državo. In morda, nekje v paralelni veji resničnosti, še vedno drvi skozi goreči gozd, straši sovražnike. Večni varuh, ki nikoli ne spi. V 90-ih letih, ko je padla železna zavesa, so v Rusijo pridrli zahodni raziskovalci. Zanimalo jih je vse, arhivi KGB, skrivnosti Gulaga, tajno orožje. Prišli so tudi do zgodbe Ilje Muromca. Nemški zgodovinar Günter Molzi je porabil 10 let, da je poskušal obnoviti sliko boja pri Kovelju. Našel je potomce posadke Adolfa Hitlerja in v enem izmed zasebnih arhivov v Argentini je odkril pismo nemškega častnika, ki je po čudežu ostal ob strani tistega usodnega leta. V pismu častnik piše svojemu bratu: naš vlak ne prevaža samo bomb, mi prevažamo kopje usode. Führer verjame, da če prinesemo ta artefakt na fronto, se bodo Rusi razbežali. Ampak bojim se, da je ta stvar prekleta. Zahteva žrtve. Kopije usode. Mistična relikvija, s katero naj bi, po legendi, prebodli Kristusa. Hitler je bil obseden z okultizmom. Če predpostavimo, da je v tistem svinčenem vsebniku bilo prav to, postane jasno, zakaj je bila bitka tako čudna. Trčili so se ne le dve vozili, temveč dve sili, mistika Tretjega rajha in jeza sovjetskega naroda, utelešena v kovini Muranca. In sovjetska jeklena je bila močnejša od starodavne magije, a stik z artefaktom je pustil sled. Ilja Muromec je premagal zmaja, a sam je postal nekoliko zmaj. Čudna podrobnost. Med restauriranjem parnega vlaka v 99. letu so delavci odprli oblogo v kabini strojevodje in tam našli zakopano ikono. Ikono Ilje Muromca, svetega vojaka. Bila je črna od saje, a njena podoba je bila jasna. Kdo jo je tja položil? Politiki bi za to ustrelili. Torej so to storili sami delavci med gradnjo, vložili dušo v stroj dobesedno. Osvetili so ta tank na tirnicah, ustvarili najmočnejši enjalit. In morda je prav ta vera, duhovna oklep, ne pa debelina jekla, rešila vlak pred neposrednimi zadetki. Nemci so streljali v kovino, a zadeli vero. In vere ni mogoče prebiti. Ta najdba je razložila marsikaj, a postavila tudi nova vprašanja.
Kako sta se združevala komunistični ateizem in globoka religioznost v srcih teh ljudi? V vojni ni ateistov. In Ilja Muromec je postal tempa na kolesih, kjer so molili ne z besedami, temveč s granatami, in kjer je dimnik služil kot kadilo. Zgodovina se približuje svojemu mileniju. 2000 leto. Svet se je spremenil. Digitalne tehnologije, internet, globalizacija. Stare legende se zdijo naivne pravljice. A včasih se v odmaknjenih kotičkih interneta na forumih diderjev in iskalcev avantur pojavijo fotografije, zamegljene, nejasne, posnete s telefonom ponoči. Na njih so zapuščeni slepi ulici v sibirski tajgi. In v teh slepih ulicah stoji čuden vagon. Ne rjaveti, na njem ni grafitov, trava okoli njega ne raste. In če povečate fotografijo, lahko na boku razločite polizbrisano številko 746. Prevara fotop ali res čaka? Čaka, ko se bo svet spet znašel na robu brezna in bo moral spet razplesti pare, da se postavi v zaščito zadnjega obrambe. Kajti junaki ne umirajo, preprosto odidejo v rezervo do povpraševanja. In kdo ve, morda bomo jutri spet slišali njegov zvok, ob katerem se bo zemlja tresla in kri v žilah sovražnikov zastala. Kdorkoli že